Sem Boris Karlovšek, pisatelj, če tako rečem. Napisal sem knjigo Minister, izdala pa je založba Primus in z njej sem zelo hvaležen. Rad bi povedal, zakaj bi bilo fajn oziroma bilo super, če bi si kdo želel prebrati to knjigo, v kateri je napisano nekaj stvari, ki so se dejansko v Sloveniji zgodile. Zgodba v tej knjigi je večplastna in govori o naših začetkih od samosvojitve naprej. Jaz sem bil ob samosvojitvi star 33 let, se pravi v Kristovih letih, in sem doživljal ta prehod iz enega političnega sistema v drugega. Vse to, kar sem slišal, videl, kar sem kot pravnik zasledil, se manifestira v tej knjigi. Knjiga je v bistvu kriminalna zgodba, ki je fiktivna, ampak z zrni in določenimi deli, ki so se v resnici zgodili. Rad vidim, da bralec pri branju knjige doživi presenečenje in zato nikoli ne maram pisati stvari, ki bi jih bralec že naprej slutil. V tej knjigi sem se potrudil, da sem dejansko vse dogodke napisal tako, da so presenetili ali pa presenečajo bralca. Mislim, da je knjiga napisana v takem hitrem tempu. Dejansko nimam, kot mlad pisatelj, čeprav sem že sil, nimam take kilometrine kot recimo moj dvojček Igor. Sem pa siguren, da je napeta zgodba privlačna za vsakega bralca in ko bo prebiral stvari v knjigi, se mu bo zdelo, da se to v Sloveniji resnično dogajalo. Govorim o trgovini z orožjem, govorim o spregi politike, bankirjev, raznih kvazi ali oligarhov, tajkunov, ki so nekateri od njih tudi končali na dolgo. Določene stvari, ki sem jih v knjigi opisal, so se dogajale in so ljudem bile skrite, nikoli jih niso zasledili v nobenem časopisu, zaradi tega, ker tega ni želela oblast oziroma sprega kapitala in oblasti. Knjiga ima namen, da razvedri bralca, ampak ko jo bo odložil, bo začel razmišljati, kaj se je v resnici zgodilo, katere stvari so bile tiste, ki so v knjigi resnične in tako naprej. Ta knjiga vsekakor obravnava tudi ljubezen, ker brez ljubezni ne gre. Glavni junak ima težave sam s sabo in skozi zgodbo reši vse zadeve, vse zaplete in ker sem po naravi optimist, sem tudi optimistično zaključil. Mogoče bo konec koga presenetil. Važno pa je, da je to žanr kriminalnega romana, ki je zelo privlačen za branje in mislim, da bo tisti, ki bo kupil oziroma prebral knjigo, doživel veliko lepih trenutkov in mu bo branje v zabavo.